O Marija, moje želje, kadar spomnim se na te, a pri tebi so želje, k tebi zdihaše srce. Danes, v tem svetem jubilejnem letu, je tukaj na Zaplazu največje bogastvo Cerkve. To ste vi, dragi bratje in sestre, trpeči, bolni, starejši, pa tudi vsi tisti, ki jih nosimo v naših srcih, ko so v bolnišnicah, ko so v domovih za starejše, v domači oskrbi. Vi, dragi bratje in sestre, ki s svojimi dobrimi deli skrbite za vse te bolne in starejše, kajti vsako dobro delo je pot k Gospodu. Zato vas vse pod varstvom Zaplaške Matere Božje, zdravju bolnikov in naši priprošnjici tukaj prav lepo pozdravljam. Med nami danes posebej našega upokojenega beograjskega nadškofa, gospoda monsinjorja Stanislava Hočevarja, ki bo vodil to evharistično daritev. Tudi sam ni več tako mlad, zato gotovo spada med vse vas, ki v svoji starosti, v svojih letih pogumno oznanjate evangelij. Pozdravljam vas, dragi bratje duhovniki, ki darujemo to sveto daritev za vse bolne, starejše, osamljene, predstavnike in prostovoljce škofijske in drugih Karitas ter vse spremljevalce. Koliko prošenj, koliko želja, koliko zahval nosimo v naših srcih. Danes, prav tukaj na tem mestu. In vse to izročimo pri prošnji nebeške Matere Marije, v tej sveti evharistični daritvi pa Kristusu, ki prihaja na naš oltar, v naša srca in v naša življenja. Da bo naša molitev resnično Bogu prijetna, pa najprej poglejmo v svoja srca, priznajmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas rekel Jezus svojim učencem: prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Vsakdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali kdo izmed vas bo dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? Ali mu bo dal kačo, če ga prosi ribe? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo vaš nebeški Oče dajal dobro tem, ki ga prosijo. Poslušali smo Kristusov evangelij. Ti mu pošli pomočnico, da pred rami ga izpanja, da mu pravega spoznanja. Daj do sebe mi vodnico, da na poti, ki je ne zajde, da po njej do tebe najde. Da bo k tebi spet prispelo, da te blizu bo čutilo,
se pri tebi pomirilo, novo pesem ti zapelo. Spoštovani bratje in sestre, to ni samo mladostno hrepenenje blaženega Lojzija Grozdeta, ki zdaj kraljuje na tej sveti Dolenjski gori. To je prav tako silna prošnja vseh čutečih src. Src, ki prihajajo do najglobljih življenjskih izkušenj, spoznanj, odločitev, obljub. To, kar pravzaprav seboj prinašajo leta. Bog daj, da bi bilo tako. Velikemu stvarniku se zahvaljujemo, da smo lahko danes, v tem svetem letu in sobotni Marijin dan, krenili skozi to svetišče Dolenjskega Gričevja in se tu v Marijem domu upajoče zasidrali vse globine Božjega oceana dobrote in usmiljanja. Tudi jaz sam se iskreno zahvaljujem Bogu in pastirjem Novomeške cerkve, da smem biti tu med vami, da smem okušati roko mogočne pomočnice, moč občestva svetih, zlasti blaženega Lojzija Grozdeta, kakor tudi lepota občestva vseh nas, dragi bratje in sestre, dragi duhovniki, posebej hvala za pozdrav gospodu generalnemu vikariju, spoštovani vsi redovniki, redovnice, vsi vi predragi verniki, bratje in sestre, romarji. Hvala Svetemu Duhu, da me je tokrat ob našem blagoslovljenem srečanju posebej prizadela beseda svetega Pavla. Slišali smo v drugem berilu: stvarstvo željno pričakuje razodetja Božjih sinov in seveda Božjih hčera. Dragi bratje in sestre, čutim globoko potrebo, da vprašam sebe in vas vse. Ali smo čutili pri svojem vzpenjanju v to Marijino svetišče, kako nas vsa narava, celotno vesolje opazuje, naravnost gledajo vsi v nas? Ali smo opazili, kako je vse okoli nas naravnost usmerjeno v nas, ki nas je Bog obdaril s posebnimi darovi? Kako se pozorno prisluškuje naše misli, naše želje, naše prošnje, naše besede in kako željno pričakuje. Kaj pričakuje stvarstvo, vesoljstvo od nas? Tisto, kar je v celotnem življenju najbolj pomembno in najbolj pomenljivo tudi za druge, da to spričujemo. Tisto, kar je edino trajno, varno, zanesljivo. To pa je, da prav mi, starejši, preizkušani, slabotni, krhki, bolni, z vso močjo izpovedujemo, da smo zares sinovi in hčere nebeškega Očeta. Naša osebna izpoved Božjega otroštva, in to je velika resnica, ki jo pozabljamo, bistveno spreminja vse odnose in v nas samih in v celotnem stvarstvu. Kot bomo še rekli, če mi ne gledamo Boga, kako ga naj stvarstvo, če mi ne slišimo Božjih načrtov, kako naj stvarstvo, če mi ne poveličujemo Boga, kako ga naj stvarstvo. Osebna zavest Božjega otroštva je tista pozitivna moč v nas, ki v celotno stvarstvo vnaša občudovanje, strmenje, molitev, zastonjsko ljubezen in zares tudi z Bogom soustvarjalno delo. S to in tako močjo izpričujemo, da ni polna in prava resnica v tem, da se naš zemeljski človek samo troši, samo slabi,
marveč da je polna in prava resnica in naša moč v tem, da prav zdaj še bolj raste in se krepi v nas naš notranji človek, da je izkušnja Božjega sinovstva in hčerinstva v nas vse močnejša, da sem vedno bolj podoben Božjemu sinu in tako v sebi bolj in bolj okušam Božjo moč in Božjo slavo, da se vedno bolj veselim globokega spoznanja, da je Bog moj stvarnik, moj odrešenik, moj voditelj, moj cilj in zato moja moč, moja sreča, polnost mojega življenja, življenje mojega življenja. Tako se tudi trdno zavedam, da kolikor bolj negotov je moj korak in prijem moje roke, toliko bolj jasen in gotov je Kristusov glas in Kristusov jaz v meni. Tako tudi jaz postajam kot Kristus, en sam da Očetu, en sam amen Božjim načrtom, ena sama aleluja življenju brez konca. Bratje in sestre, mar ni bilo tako v Mariji, v Bogorodici, v tej prečudežni Božji monštranci? Prav zato obhajamo sveto mašo v čast Mariji kot Gospodovem svetišču. Bratje in sestre, to je tisto, kar nam je sveti Lovrenc na začetku tega meseca zatrdil in monsignor generalni vikar uvodoma predlagal. Vi ste edina resnična posest cerkev. Vi ste pravo bogatstvo cerkve. Kajti, če smo na naših dolgih življenjskih poteh prišli do popolne gotovosti, da je vse od Boga, da smemo biti mi, tako krhka bitja, pa vendarle po milosti Jezusovi bratje in sestre in tako, pomislite, sogovorniki najvišjega Boga, potem v življenju ne moremo okušati in se zavedati večje časti in večje moči, kot je to, da smo Božji sogovorniki. In ali more biti kaj pomembnejšega, kakšno pomembnejše delo, kakor da imamo to najpomembnejšo izkušnjo, spoznanje in zavest, in da lahko to največjo modrost, pomislimo, prenašamo na mlajše rodove. Ta dar, ki ga lahko dobesedno predajamo svojim otrokom in celotni prihodnji generaciji. Ta dar je dragocenejši od vsakega zlata, od vsakega drugega posestva, imetja ali izkušnje. Da, moji ljubljeni bratje in sestre, vse stvarstvo pričakuje, da mu razodevamo to spoznanje, to luč, to srečo, to moč, to absolutno gotovost, ki mora biti po veri v nas. Kajti dokler ni v naših očeh, v naših pogledih, v naših mislih, v naših besedah in dejanjih, ta milostna energija zastonjskosti in nenehnega poveličevanja ali češčenja ali slavljenja Boga, dotlej vse stvarstvo trepeta v strahu. Vsaka naša jeza, vsako naše preklinjanje nas same in celotno stvarstvo medsebojno oddaljuje, napravlja negotove, izolirane, sovražne, napadalne. Če pa zares ljubimo, kot smo slišali v drugem berilu, nam vse, še tako velike težave, pripomore k dobremu. Da, dragi bratje in sestre, zato prav mi potrebujemo, prav mi starejši, takega spreobrnenja. Nehote smo namreč prepričani, da smo koristni in zares učinkoviti samo tedaj, če v velikem delu spreminjamo zunanji vidni svet. Ne, predragi bratje in sestre,
Evangelij nam je danes sporočil, da smo veliki tedaj, če nosimo v sebi Božjo lepoto in Božjo slavo, če bleščimo kot pravo Božje svetišče. Tedaj, kar smo slišali v Evangeliju, lahko prosimo in izprosimo. Veliki Božji blagoslov za vse, za svoje družine, sosede, našo župnijo, svet, vesoljno cerkev. Če smo resnično svetišče, bomo lahko, kar smo še slišali v Evangeliju, nenehno iskali vso Božjo lepoto in dostojanstvo, ne samo za svoje otroke, marveč za vse mlade tega sveta, za vse ustvarjalce življenja. Če bo v nas luč in večni ogenj Božjega svetišča, bomo lahko, kot smo še slišali, trkali na vrata svetišča Božjega srca in svetu priklicali tako potreben mir, razumevanje, apostolske poklice in dobre voditelje narodov, ki ne bodo iskali sebe, marveč skupno dobro. Bratje in sestre, v svetem letu smo zbrani v Marijinem svetišču. Sprejmimo jo kot Blaženi Alojzij Grozde za svojo vodnico in svojo pomočnico. Tedaj se ne bomo vrnili na svoje domove kot doslej starejši, nemočni, marveč resnično evangelsko pomlajeni, kot bleščeči sinovi in hčere nebeškega Očeta, ki svojo zastonjsko ljubeznijo spreminjajo v sebi in okoli sebe vse, na dobro, lepo in blagoslovljeno. Poslej bomo lahko mi vsi čutili potrebo, da skupaj v nebovzeto Marijo prepevamo: velike reči mi je storil on, ki je mogočen, in njegovo ime je sveto. Amen. Usmiljeni Jezus, ozri se nami, iskrene se dvigajo k tebi želji, najljubim srčno le tebe samo, ki svoje razkrivaš srci mi lepo, svoje razkrivaš srci mi lepo. Bo zvesto ljubezen najvišje dejal, saj ljubim lepo le tebe samo. O, sprejmi me k sebi, veselo nebo, se sve